Lep pozdrav spet v novem vlogu. Kaj se je tokrat dogajalo? Mečkim smo hodili po parcelah, naredili smo eno zanimivo zadevo s krožnim branom na začetku. Drugače pa no, neki povrtavkaj, dnevi hitro bežijo, kmalu bo zima, tako da uživite. Zdaj nas pa čaka ena zelo zanimiva zadeva in sicer zaprli smo naše krožne brane, imamo pa en challenge zdaj za narediti v bistvu. Prvič nekaj takega, pa da vam pokažem situacijo. Tako, tukaj je v bistvu bila posijana koruza, zelena masa, možakar je ne rabi za silažo in v bistvu namesto da bi šli to mulčati, prej je bil fotor tukaj, je v bistvu s prvo koso to poklatil na tla, tako da bomo v bistvu zdaj mi probali to da s krožnim branom rešiti. Bomo pa videli, kako bo šlo. Akcija! Tako, evo ga, v bistvu sem zelo zadovoljen, kako nam kaže. Tukaj vidimo v bistvu, koliko je dejansko koruznice. Ni bila zdaj to neka ekstra visoka koruza, ampak v bistvu še zmer kar dost mase. Tukaj pa vidimo, da v bistvu krožne brane so naredili odlično delo. Lepo so razdrobile koruznico. V bistvu zdaj se bo to itek usušil v parih dneh. In v bistvu še en prehod, pa je pripravljeno za setev, no. Je pa res, da je zdaj mogoče mečken prevlažno, ampak v bistvu treba to narediti, da se čim prej usuši zadeva, pa tudi časovno že počas treba žita posijati. Tako da ja, no. Je pa važno, da v bistvu je ta masa bila samo povaljena oziroma pritisnjena ob tla, ker če bi bila pa se pravi pokošena ali pa kaj takega, bi se pa zabijalo, no. Tako, če je pa samo prepognjena, pa ni problema, gre čez krožne brane čisto vse. Sploh zaradi tega, ker v bistvu imamo široke razmake med diski. Evo nas, uspešno narejeno, ni glih velika površina, mislim, da je okoli pol hektara, tako da nismo imeli veliko posla, ampak tudi take parcelice treba narediti. Tako da v bistvu ja, naslednji teden, preden se bo sijalo še en prehod, čisto nežno, pa je v bistvu pripravljeno vse, tako da krasa. Sem pa rekel, da če smo že tukaj, samo ustavili še pogledati, kakaj detli kaže, tako da obrnemo kamero pa pogledamo. Tako, vidimo, da je deteljica kar gosta, tako da ene so že mečken večje, ene malo manjše, vidite, tukaj je že super, ampak načeloma pa gostota je top. Sijali smo, mislim, da okoli 16 kg pa pol, nekaj takega, tako da perfektno. Se pa vidi, da je ogromno koruze tudi vmes še sklilo, to pomeni, da se je dost zrnja še zgubil, ampak nimaš kaj, tako je to. V glavnem računamo na odličen odkos, se pravi drugo leto, konec aprila, kaj takega. Zdaj smo se pa usedli na kolo, pa šli pogledati eno kritično parcelo, ko je v bistvu problematična, če je veliko padavin v jeseni. Je pa zdaj padlo v bistvu pri nas tudi, mislim, da okoli 90 do 100 litrov padavin v roku enega tedna. Zelo veliko dežja, nekaj nepričakovanega, nekaj pričakovanega. Ampak smo v bistvu zdaj šli na parcelo pogledati, tam, ki smo zadnjič globinsko podrahljevali. In v bistvu sem kar zadovoljen s sliko, tako da pogledajmo. Takole, v bistvu, tale spodnji trikotnik je v bistvu najbolj problematičen, vedno. Smo ga pa res globoko zripali zadnjič in v bistvu tukaj ni bilo videti nikjer, da bi zastajala voda, oziroma da bi še stala voda. Tako da je v bistvu, sem zelo presenečen, no, da je to bilo efektivno opravilo. Vidimo tukaj, takoj za robom pa že stoji voda, ker ni globinsko bilo podrahljano. Tako da v bistvu sem zelo zadovoljen, no. In v bistvu se je obrestovalo to, kar smo naredili, no. Smo imeli pa srečo, da je bilo dovolj suho takrat, ko smo to delali, da je v bistvu bilo delo res efektivno narejeno. Zdaj pa edino, kaj moramo upati, da se bo zgornja plast usušila do recimo sredine naslednjega tedna, se pravi čez kakšne 4-5 dni bi bila tukaj pričakovana setev, ampak do takrat ne sme biti padavin, pa mora biti sonček tako danes. Ok, zdaj gremo pa pogledati še naprej parcelo, ko smo delali za eno stranko, pa da vidimo, kak je tam.
Tako, tukaj smo zdaj pa na parceli stranke. Vidimo, da je tukaj bilo zelo mokro, ampak je v bistvu voda k sreči odtekla čez v bistvu te črte, ko smo jih naredili z podrahlačem. Tako da je bil pa v bistvu problem, da je vedno tukaj stala voda. Tukaj tudi nismo imeli pridelka letos, tega, ker je bilo spomladi premokro. In v bistvu zmeri je težava. Zdaj pa vidimo, da je v bistvu vse skupaj dobro uspelo in upajmo, da tudi tako ostane. Sicer bo pa tukaj naslednjo leto tudi koruza. Ne bo se zdaj v jeseni tukaj nič sijalo, ker tako, kot sem že omenil, je tukaj bila zmer težava z vodo. Ampak mislim, da letos bi celo bilo efektivno. Pa ne kar tako ostane, no. Sem pa v bistvu vedno zadovoljen, še veliko bolj kot pa sama stranka, če dejansko uspe opravilo tako kot treba, pa da se v bistvu ta strošek tega opravila nek pol pokaže. Tako da v bistvu samo zadovoljstvo zaenkrat. Tako, tukaj smo šli pa pogledati še en primer, ko so zelo težka tla. V bistvu naredili smo en prehod s krožnim branom po spravilu, se pravi koruze za zrnje. Idealna priprava, na hitrico prehod, poceni, posijali s Cambridge valjem, sejavnico in rezultat vrhunski. Tako da, tudi tukaj pričakujemo spomladi izjemen odkos. Tako, na tej parceli pa tukaj tudi vidimo, da bo v tem tednu potekala košnja. V bistvu veliko je tega muhviča bilo, ampak se je zdaj v bistvu tudi posušil, tako da ne bo neke škode. Sicer bo pustil nekaj semena, ampak načeloma spomladi ne bo imel v bistvu nobene priložnosti prekositi detle, ker bo zastrla vse. Vidimo pa, da je tudi detla v bistvu zdaj v višini okoli 25 cm, ki je taga, več ne bo zrasla, ampak bo izredno lepa kvaliteta. Tako da samo počakamo še vremena, pa gas. Zdaj smo šli pa narediti eno ful fajno opravilo in sicer povrtavkat. Mislim, da je 2 hektara pa pol ali nekaj takega. Lepo je z GPS-om, malo se spočijemo, pa pripravimo za setev, to je za eno stranko. Tako da v bistvu uživamo. Je pa res, da je pa mogoče tu pa tam nečkem premokro, ampak načeloma pa gre brez težav, no. Tako da je v bistvu danes sonce kar dosti sušilo, sam povrnjen sloj, tako da bo v bistvu pripravljeno dobro za setev.